Z zadovoljstvom ugotavljam, da je odbor za zunanjo politiko soglasno sprejel sklepe, ki v celoti potrjujejo, da je delovanje in usmeritev vlade v zvezi z implementacijo arbitražnega sporazuma pravilno, da gremo torej v pravo smer in ti sklepi nas tudi seveda zavezujejo, da s to svojo aktivnostjo kot vlada nadaljujemo. Tako da lahko samo pozdravim vzdušje in pa konstruktivno razpravo, ki smo jo imeli v omenjenem odboru in verjamem, da na ta način gremo najbolje skupaj naprej proti implementaciji oziroma prizadevanju za implementacijo sporazuma. Dobili smo kot vlada seveda tudi izrecno pooblastilo s temi sklepi, da nadaljujemo dialog z Republiko Hrvaško glede implementacije arbitražne odločbe in seveda to in ostale priprave v tem okviru bo vlada v prihodnjih tednih in mesecih, s tem bomo nadaljevali. Toliko. Vlada je interventni zakon obravnavala ali ne? Prosim? Interventni zakon bo vlada jutri obravnavala ali ne? Vlada bo v prihajajočih dneh in tednih pripravila vse zakonodajne predloge zakonodajnih aktov, ki jih bomo predložili državnemu zboru v zvezi z seveda procesom implementacije arbitražne odločbe, tako da tudi interventni zakon bo v tem sklopu zelo verjetno bo obravnavan in sprejet na vladi prihodnji teden. Toliko za danes. Ste obravnavali tudi predlog SDS-a? Miha, šti hitro. Gospod Rjac. Kaj držite v roki, so to že novi zemljevidi? Ne, to so različne seje odbora za zunanjo politiko, to je bilo v arbitraži, potem imam proračun, potem imam v zvezi s Katalonijo, potem imam pogodbo o prepovedi jedrskega orožja, potem imam vprašanja članov odbora. Karte imajo pa naše strokovne službe. Torej zdaj, predsednik vlade je rekel, da ste soglasno sprejeli sklepe, zdaj lahko malo bolj konkretno, kakšni sklepi, torej vemo, da so bili vsaj 3 amandmaji. Ja, sklepi bodo javni, jaz jih ne ponavljal, lahko pa samo to povem, da sem zelo zadovoljen, saj odbora za zunanjo politiko zopet se pokazala enotnost parlamentarne slovenske politike, kar je zelo pomembno, kar se tiče te zelo zapletene zadeve, zlasti zato, ker Hrvaška ne želi sodelovati pri implementaciji arbitražne odločbe. Mislim, da je bila razprava zelo kvalitetna in zelo poglobljena in mislim, da bi morali v okviru odbora za zunanjo politiko večkrat imeti te razprave, tudi zato, da bi se lažje razumele posamezne poteze, ki jih pač dela predsednik vlade, minister za zunanje zadeve. Tako da mislim, da danes je bila zelo pomembna seja, ker veste, da v začetku so bili predlagani zelo različni sklepi, sedaj smo pa enotni, kakšen naj bo pristop do Hrvaške. Hvala lepa. Kaj pa SDS-ov predlog? Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, lepo vas pozdravljam v imenu odbora za zunanjo politiko, ki je pravkar zaključil nadaljevanje svoje 57. nujne seje, ki smo jo pričeli, kot veste, na dan razglasitve razsodbe arbitražnega sodišča 29. junija. Odbor je opravil zelo konstruktivno razpravo. Imeli smo kar nekaj predlogov sklepov, vendar smo skozi razpravo oblikovali sklepe, ki so bili sprejemljivi za vse. To se mi zdi zelo pomembno in sprejeli smo na odboru 5 sklepov in to soglasno. Dovolite, da vam sklepe preberem. Prvi sklep. Odbor za zunanjo politiko se je seznanil z razsodbo arbitražnega sodišča ter ugotavlja, da je razsodba arbitražnega sodišča mednarodno pravno zavezujoča v enaki meri tako za Republiko Slovenijo kot za Republiko Hrvaško.
Drugi sklep. Odbor za zunanjo politiko priporoča vladi Republike Slovenije, da se pri izvršitvi razsodbe arbitražnega sodišča še naprej zavzema za dosledno spoštovanje mednarodnega prava in prava Evropske unije. Tretji sklep. Odbor za zunanjo politiko ugotavlja, da zavračanje razsodbe arbitražnega sodišča strani Republike Hrvaške ter hkratno ponujanje bilateralnega dogovora ni verodostojno, saj sta državi takšen bilateralni sporazum, Drnovšek-Račan, dosegli, vendar pa je Republika Hrvaška kasneje od njega enostransko odstopila. In četrti sklep. Odbor za zunanjo politiko priporoča vladi Republike Slovenije, da si pri izvršitvi razsodbe arbitražnega sodišča še naprej prizadeva za nadaljnji dialog z Republiko Hrvaško in pika. Peti sklep. Odbor za zunanjo politiko pričakuje od vlade Republike Slovenije, da ga o poteku dialoga ter o procesu izvrševanja razsodbe arbitražnega sodišča redno obvešča. Kot rečeno, vseh 5 sklepov, moje veliko zadovoljstvo sprejetih soglasno. Hvala lepa. Gospod Horvat, lahko samo mogoče eno vprašanje. Kaj je bilo s sklepi SDS-a? Vemo, niso šli v to smer sklepov, ki ste jih pravkar prebrali. Ste jih preglasovali, jih morda sploh niste prišli na mizo z njimi, kaj se je zgodilo s temi sklepi? Seja je bila zaprta in kot sem povedal, da smo imeli kar velik nabor predlogov sklepov, tako Slovenske demokratske stranke, kot tudi predlogi sklepov odbora za zunanjo politiko, ki pa so v glavnem konzumirani v teh sklepih, ki sem jih prebral. In vsi ostali sklepi so bili umaknjeni. In še enkrat, moje veliko zadovoljstvo, ti sklepi, ki bodo kmalu tudi javno objavljeni na portalu Državnega zbora, so bili sprejeti soglasno. Hvala lepa in lep popoldan.